Mesec je naokrog in ponovno dobrodošli v družbi parašporta v oddaji Tempo. Parašportniki, ki smo se podali v vrhunski šport, ves svoj čas namenjamo tekmovanjem in pripravam. Ko pa nam čas dopušča, se radi pomerimo tudi v drugih športnih disciplinah, zato sem jaz danes svojo ročno kolo zamenjal za lok in puščice in za odlično družbo našega najboljšega paralokostrelca Dejana Fabčiča, kateri se mi bo pridružil tekom oddaje. Današnjo oddajo začenjamo za parašport zelo posebnim in pomembnim dogodkom s paraolimpijskim taborom za družine, ki se že tradicionalno vsako poletje odvija v Laškem. Počitnice so čas, ko ustvarjamo nove vtise, se družimo, spoznavamo zanimive stvari. Na počitnice si želimo tja, kjer se počutimo domače, kjer smo lahko to, kar smo sproščeni in smo sprejeti. In za otroke z različnimi vrstami invalidnosti je to že vrsto let paraolimpijski tabor za družine v Laškem. Za ta tabor smo izvedeli lansko leto preko družabnih omrežij. In ker nam je bilo zelo všeč, smo se odločili, da pridemo letos ponovno. Vedno, glede na to, da sem midva kar dosti športna, da smo skozi nekje na terenu, iščeva tudi zanjo eno stvar, da bi najdel, da se v enem športu najde, da začne uživati, da ima svojo družbo tam, da skratka prosti čas proba preživljati med takimi ljudmi sebi podobnimi. Sem smo prišli z razlogom, da se malo uživamo skupaj in smo tukaj za počitnice, da smo hitreji in da smo skupaj. Zato, da spoznamo še nove športe pa take stvari. Paraolimpijski tabor v Laškem, ki ga že 5. leto organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, je namenjen otrokom z različnimi vrstami invalidnosti in njihovim družinam. V središče vedno postavimo otroke z invalidnostmi, vse aktivnosti so njim prilagojene. Letošnji prvi večer smo predstavili vse otroke, udeležence tabora na način, kaj počnejo v svojem prostem času, kaj so mogoče dosegli v zadnjem letu, da smo videli, nekdo veliko rad še hodi v hribe, nekdo je gasilec, poleg tega. Začetek tabora je bil zelo prisrčen in prijeten. In točno tako je bilo tudi nadaljevanje, le da je bilo potem vse v znamenju športa. Letos so bili v ospredje postavljeni parastrelstvo, paraplezanje, košarka na vozičkih, boča, ples na vozičkih, paranamizni tenis, paraatletika in še zanimivih aktivnosti. Ta tabor je zelo lepa izkušnja. Ni pomemben to, kjer šport ti izbereš, ampak da se enostavno vsakodnevno gibaš. Super se imam in mi je ta šport zelo všeč. Zelo dobro mi je šlo in ni bil zahteven šport. 4 dnevi uživanja v priljubljenih športnih aktivnostih, radovednosti ob spoznavanju novih in ponosa in veselja ob druženju s slovenskimi vrhunskimi parašportniki, med katerimi je bila letos tudi Manca, sovoditeljica oddaje Tempo. Danes sem tudi jaz tukaj, da predstavim plezanje. Šlo jim je super, dali smo jim tudi prvo eno gugalnico, da so lahko se prvo malo zanihali. Nato so se pa poskusili tudi v plezanju. Eni so prišli do vrha, enih je bilo malo strah višine, ampak smo skupaj premagali ta strah. Jaz mislim, da je odbojka res en super šport, ki omogoča neko inkluzivno delo. Praktično vsakdo se lahko na tem nekem zabavnem rekreacijskem nivoju priključi. Mislim, da so bili navdušeni. Tabor je tu za mlade z različnimi invalidnostmi, da se imajo lepo. Je prostor in čas, ko se ob parašportu družijo celotne družine. In tabor je tu predvsem zato, da bi jih čim več izmed njih našlo šport zase, s katerim bi se lahko ukvarjali še naprej preko celotnega leta. Jedem že ta tetič tukaj, sem tukaj spoznal boco, ki jo lahko tudi tunelam. Res smo ponosni in veseli, da vsako leto vidimo, kako se določeni otroci začnejo potem ukvarjati s športom in imamo letos enega parastrelca, paranamizno teniškega igralca, igralca boče, ki že dosegajo vidne rezultate na svojem področju.
in brez podpornikov parašporta bi bilo takih zgodb veliko manj. Materialna pomoč je pomembna, veliko pa pomeni tudi tista osebna, medčloveška, kot je prostovoljstvo. Ki je v naši hiši zelo močno zakoreninjeno in naši sodelavci res radi sodelujejo pri teh aktivnostih, tako da vsako leto pridejo na tabor tudi naši prostovoljci, ki pomagajo otrokom in staršem preživljati lepe počitniške kampovske dni. In prostovoljec, ki se na tabor rad vrača, je tudi mlad farmacevt, ki otrokom pričara nepozabno kemijsko delavnico. Paralimpijski tabor za družine so počitnice, izkušnja in učenje za vse člane družine. Se zdi, da mi starši rabimo kdaj kakšno podporo zadaj v tem delu, zato da me nas malo tako ali razbremeni, ali da ti pokaže, da prav razmišljaš, ali pa še kaj novega zveš, da lažje to hendlaš. Rabaš en suport zadaj, se mi zdi. Tudi mi smo dobili nekako pozitivne izkušnje iz tega tabora, predvsem dobimo direktne odgovore na neka vprašanja, kako nagovarjati mlade. Majda pa seveda nekako to bedi in razvija ta tabor. Prepričan sem tudi, da bo v prihodnosti zimski tabor nastal, kar pomeni, da bomo nekako pokrivali letne in zimske športe. In tako so se dnevi v dobri družbi hitro obračali. Veliko se je ustvarilo novih spominov, ki so jih udeleženci zapisali v svoja srca. Ustvarili pa so tudi prenekatero fotografijo za v družinski album. Poslovili pa so se s tole mislijo. Se vidimo naslednje leto. Na paraolimpijskem taboru za družine so udeleženci spoznali tudi Bočo, katerem je predstavil naš mlad, uspešen tekmovalec Blaž Adamlje. Mi pa vam sedaj predstavljamo Blaža. Blaž je tudi eden izmed ambasadorjev programa Postani športnik. Sem Blaž Adamlje, sem igrač Boče, zraven sem pa še ambasador programa Postani športnik. Kot ambasador se počutim tako, da res predstavim Bočo na drugim, na drugačen način, ki je res lahko zelo zanimiva. Uživam v tem, ker lahko dam svoje znanje, lahko predam naprej drugim, kar lahko nekomu veliko pomeni. Šport mi pomeni veliko, ker mi pomaga pri ustavljanju bolezni. Hkrati pa še uživam v športu, kjer se da veliko še narediti. Mogoče pridem tudi na paraolimpijske igre. Tak je moj cilj. Blaž Adamlje je danes mlad perspektiven igralec Boče oziroma dvoranskega balinanja. Preden je začel trenirati Bočo, življenja športom ni poznal. Kot distrofik, član društva, sem že tam tudi videl, ampak prvič za treningi sem se srečal v Siriusu v Kamniku in to po 2 tednih, ko sem prišel v šolo 2016. Šport je hitro vzljubil in igranje Boče je kmalu postalo pomemben del njegovega načina življenja. Hitro se je pokazal tudi njegov talent, saj že na svojem debiju na mednarodni sceni dosegel vidni rezultat. Ker biva in študira v Kamniku v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, preko tedna velik del treningov opravi sam, ob pomoči zdaj že izurjenega asistenta, prijatelja Anžeta. Jaz treniram v Kamniku 3-krat na teden v avli ali v dnevnem prostoru, kateri ima pogoje, da je dosti velik. Imamo pa tudi skupne treninge z Siriusom, imamo pa v ta veliki telovadnici. Boča je tak šport, da se da, tudi če si gibalno oviran, veliko narediti. Pri Boči je to fajn, da moraš taktiko imeti zelo dobro. Le je podobno šahu, ampak ti pri šahu biti samo miselno prisoten, tle pri Boči biti pa že fizično prisoten, ker si pod stresom je to dosti težko nadzirati svoje telo. Dobri igralci so taki, da so umirjeni, ampak da imajo tisto res žilico spretnosti. Tako natančen moraš biti povsod in ko gre zbijati, bližati in zračno tolčiti. Zanimivo je.
Čeprav ga šport v tem trenutku najbolj privlači, pa se zaveda, da ima svoje pomembno mesto tudi šola. Šolo pa treba narediti, ja. Trenutno študiram elektrotehniko 2 leti, zdaj sem prvi letnik, tako da čakam, da naredim, potem pa kar me bo pot peljalo. Za vikende pa večkrat trenira, tudi skupaj z reprezentančnimi kolegi v Ljubljani. Poseben del treninga opravita tudi z našo najboljšo igralko Boče, Natašo Bartol, s katero skupaj tekmujeta v dvojicah. Blaž je zelo perspektiven mlad športnik, pred njemu je lahko še zelo lepa športna kariera, zato ker je zelo močan in tudi je priden, vztrajen, se uči. To svoje znanje in moč, ki ga ima v Boči, je že dokazal tako na državnem nivoju, na državnih tekmovanjih, kot na mednarodnem nivoju. Tako da z njim v paru je zelo dober igrati. Sem počaščena, sem vesela, da igrava v paru. Da znava biti dobra, sva dokazala v Zagrebu, kjer je bil World Challenger. Sva osvojila 3. mesto. Če se dobro ujameva, da lahko zelo dobro igrava in sva na samem vrhu. Blaž ima spinalno mišično atrofijo. Pred Bočo se ni nikoli ukvarjal s športom. Zdaj pa opaža, kako šport zelo pozitivno vpliva tako na njegovo zdravje, kot tudi na mnoge druge stvari v življenju. Pozitivno je to, da spoznavaš nove ljudi zunaj, pa svet malo spoznaš. Rad grem malo po svetu, zdaj sem se navadil, prej še nisem bil nikjer, zdaj sem se pa navadil in tega potovanja s kombijom ali pa za avionom. Ja, izkušnje pridobivaš. Poleg tega se pitek, sem še dosti mlad, ko se še jaz včasih lovim, kaj točno bi rad. Mogoče tle me drži skupaj, da ne zavijem s poti, da bi začel kar neki X delati. Kako pomemben je za njega postal šport in igranje Boče? Takoj za zdravje. Da je takoj po lestvici, ja, drugi pol. No, pol je pa že šola. Igranje Boče ga navdušuje že samo po sebi. Velik dodaten zagon pa mu daje tudi možnost dobrih športnih rezultatov. Imamo že medaljo, na mednarodni imamo pa še res tistih top vrhunskih dosežkov, ki bi si jih lahko želeli. Tako da to me mika, da bi dosegel enkrat. In želja, ko se še malce bolj izmojstri, uvrstiti se na Paralimpijske igre. Paralimpijske igre 2028, tak je moj cilj. Dejan, živijo, dobrodošel v današnji oddaji in prvo vse čestitke za dosežen rezultat. Ja, hvala za čestitke in prav lepa hvala za povabilo. Ti si letos že pristreljal vstopnico za Pariz, tako solo kot tudi za dvojice. Povej nam, kakšni so to občutki, da si že siguren za tisto največje tekmovanje? Moram reči, da sem res zelo vesel, da se bomo lahko zdaj v naslednji sezoni posvetili samo pripravam na igre in na to pomembno tekmo. Sploh, ker sem v Tokiu dobil vozovnico res zadnji moment, zadnji vlak ujel, tako rekoč, in sem si želel, da bi pa res letos šel v to pripravljalno leto veliko bolj sproščen. Tako da, ja, zelo vesel. Do začetka Paralimpijskih iger je še manj kot leto dni in takole smo na posebnem dogodku zagnali odštevalnik do začetka iger. Nekaj manj kot leto dni do začetka Paralimpijskih iger v Parizu kaže odštevalnik Zveze za šport invalidov Slovenije Slovenskega paralimpijskega komiteja, ki stoji v Ljubljani ob Zaloški cesti. Tu so se na posebnem dogodku skupaj zbrali parašportniki in podporniki parašporta, da se v dobri družbi skupaj ozrejo proti Parizu. Z časovne razdalje enega leta je vse skupaj precej mirno, ker organizacija iger z vidika samega športnih objektov in paralimpijske vasi poteka nemoteno, je skladno z načrti. Seveda je pa veliko vznemirjenje, ker si želimo, da bi šlo čim več športnikov na paralimpijske igre. Slovenci imamo kar nekaj želez v ognju, v parastrelstvu še, v paranamiznem tenisu, v paraatletiki, parakolesarstvu, v boči, v sedeči odbojki. 3 vozovnice za Pariz že imamo.
2 mesti sta Dejan Fabčič in Živa Lavrinc pristreljala paralokostrelcem. 3. pa drži trdno v rokah naš odličen parastrelec, dobitnik že 4 olimpijskih odličij, Franček Gorazd Tiršek. Ko športnik enkrat osvoji kvoto za olimpijske oziroma paraolimpijske igre, je to zelo prijeten občutek, kajti vemo, da vsak športnik si vsaj enkrat v življenju želi nastopiti na olimpijskih igrah. Če pa se ti ta sreča nasmehni že 4., je pa res to lepo. Še ena medalistka paraolimpijskih iger je bila na dogodku. Olimpijska zmagovalka v paranamiznem tenisu v Atenah 2004, Mateja Pintar-Pustovrh, ki se zdaj večkrat predstavi v vlogi voditeljice dogodkov. Zame še vedno nastopati na paraolimpijskih igrah kot športnik je stvar, s katero se nobena druga ne more meriti. Ampak po drugi strani pa jaz sem kar zadovoljna tudi v tej novi vlogi, pa en tak lep način, da ostajam v stiku s parašportom. Svoje pomembne vloge izven tekmovališč pa odigrajo tudi podporniki slovenskega parašporta. V tem smislu nam to, da smo lahko tudi podporniki parašporta takole aktivni, pravzaprav usmišlja ali pa udejanja naše poslanstvo v praksi. Hkrati nam pa to daje ogromno energije in smo navdušeni, da smo lahko zraven in navijamo tudi za Pariz. Ko se začne odštevanje do paraolimpijskih iger, se mi zdi, da je to tako, kot da vsi čakamo, kdaj bo šampanj spočil. In s podpornik parašporta že razmišljamo, kako bomo z nekimi komunikacijskimi aktivnostmi, z neko kampanjo podprli prihajajoče paraolimpijske igre in vsekakor bomo poskušali na najbolj glasen možen način navijati za naše parašportnike. Še posebej, kadar spremljamo paraolimpice, nas vse te naše motivacijske besede, kot so mobilnost za vse, Start Your Impossible in podobne, res dotaknejo. Kadar se res družita človek s pozitivno energijo in šport, vedno nastane pravljica. In to, kar smo danes tukaj videli in kaj bomo videli naslednje leto v Parizu, verjamem, da bo pravljica tudi za nas Slovence. Igre v Parizu nestrpno pričakujejo tudi organizatorji, saj bo Francija sploh prvič gostila paraolimpijske igre. It's a great opportunity to create bonds between people. I hope we'll make the best of this opportunity and that we'll have lots of Slovene visitors in Paris and in the other cities hosting the games. Organizatorji si želijo v Parizu veliko navijačev, mi pa veliko slovenskih parašportnikov. Ob isti priložnosti, po nastavitvi odštevalnika dni do začetka paraolimpijskih iger, pa so na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paraolimpijskem komiteju, predstavili tudi svojo novo celostno grafično podobo. Nova podoba tudi zaradi novih pravilnikov Mednarodnega paraolimpijskega komiteja. To smo mogli delati v okviru teh omejitev, ampak ko si najbolj omejen, potem nastane lahko tudi najboljše rešitve. Predvsem smo pazili na to, tudi, da je logotip uporaben, pa predvsem zato, ker bi radi se približali nekako mladim generacijam, da je uporaben tudi na socialnih omrežjih. Uporabili pa so tudi zdaj že dobro uveljavljene slovenske športne simbole in barve. Drugače drugi del, en del logotipa oziroma tega zgornjega našega slovenskega znaka je Triglav kot najbolj tipičen znak za Slovenijo, ki se tudi najbolj pogosto pojavlja v športu. Zgoraj ga pa obkroža krog oziroma prstan, ki ponazarja združevanje športnikov oziroma zvezo kot ta neki osrednji člen združevanja parašporta v Sloveniji. Trikotniki so pa pojavljali tudi kot sekundarni elementi, kot elementi, ki obkrožajo potem celostno grafično podobo in so vedno usmerjeni navzgor, to pa izraža našo željo po še več uspehih, še večjem številu uspehov, še boljših uspehih in še več športnikih, ki bi se aktivno ukvarjali s športom. Neodštevalnik dni do začetka paraolimpijskih iger tudi vas spodbudi, da navijate tudi za naše parašportnike in spremljate njihove športne uspehe na socialnih omrežjih. Večina nas pa ve, da to ne bodo tvoje prve olimpijske igre, ne? Ja, pravzaprav bodo to že 4. paraolimpijske igre. Prvič sem nastopil v Pekingu, takrat v plavanju.
Potem sem nekako zaključil kariero plavalca, zaradi tega, ker sem tudi zaključil študij v Ljubljani in se preselil ponovno na Primorsko. Tukaj v naši Vipavski dolini pa, kot veš, nimamo enega primernega pokritega bazena, no sedaj je, ampak čisto na novo, kjer bi lahko takrat nadaljeval s plavanjem. Zato sem si poiskal druge športe in se nekako po naključju znašel v parakajaku. In tudi tam so rezultati hitro, bom rekel, napredovali in sem se uvrstil na Paraolimpijske igre v Rio de Janeiro 2016. Potem, ko je prišla ta korona in nismo smeli hoditi na treninge in veslati in tako naprej, sem si pa poiskal en drugi šport, to je bil pa lokostrelstvo, ki sem ga lahko v veliki meri opravljal kar doma, pred hišo. Trenutno sem zaljubljen v lokostrelstvo in moram reči, da odkar smo začeli sodelovati z Brino Božič, mojo trenerko, in spravili lokostrelstvo na zelo visok nivo, pa skoraj praktično vsa prosti čas namenim lokostrelstvu. Kako pa usklajuješ redno službo zdravnika in treningov? Ja, res je zelo pomembno natančno planiranje dneva, kajti služba je seveda prva, to moram povedati, tudi vir preživetja nekako in konec koncev tudi moja velika ljubezen medicina. Verjetno podpora družina zelo pomembna in te podpira v tem, zato so tudi taki rezultati. Ne samo pomembna, mislim, da je ključnega pomena. Ja, v tem primeru res podpora žene in tudi otroci se strinjajo z mojo športno kariero, mi obstojijo ob strani, mi pomagajo in tukaj res vsa zahvala tudi njim. Zdaj je prišel ta cajt, da me kaj naučiš, kako se strelja z lokom. Vidim, da je moj lok malo drugačen od tvojega. Pravzaprav ti imaš v rokah ta bolj šolski lok. Tudi jaz sem na takmu začel, prvič, ko sem ga primil v roke. To je pa potem že malo bolj tekmovalni, ukrivljeni lok, tako imenovan olimpik. Boljši kot si tudi sam, boljša kot je tehnika, potrebuješ seveda dobro opremo, da ti potem služi. In tako sem tudi jaz letos tudi s pomočjo pokroviteljev prišel do res vrhunskega loka in zdaj pa res mislim, da sem precej pripravljen tudi na Pariz. In zdaj stegneš sprednjo roko in drugo napneš tako nekako do lička. Do lica, pomiriš in spustiš. Evo, se pravi ta merek, v bistvu ciljaš v tarčo, ampak ker je tarča toliko delč, ne držiš tako nizko loka, ampak ga držiš kar visoko gor, tako da leti puščica v loku in preleti potem v tarčo. Evo, 10, super! Na 2,5 metra. Dejan, kaj zdaj, imam kaj talenta ali ne? Jaz mislim, da za prvič ti je šlo odlično. Lokostrelstvo je sploh tak šport, da v bistvu se ga lahko loti čisto vsak, ne glede na vrsto invalidnosti. Samo dobro voljo moraš imeti, da probaš, da vztrajaš. Ko boš imel kaj časa, te lahko tudi jaz povabim, da priješ probati moje ročno kolo, da malo spremeniš kakšen dan šport in tako da vidiš tudi, kako gre kolesarjenje. Ja, hvala za povabilo in tudi hvala za povabilo v oddajo. Mi je bilo zelo veselje. Takole smo prišli do konca današnje oddaje. V našo družbo, v oddajo Tempo, pa vas vabimo ponovno čez mesec dni.